Spoštovane občanke in občani Mislinjske doline, spoštovane Korošice in Korošci. Predstavil se bom kot kandidat za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in sicer bi najprej omenil moje, se pravi, rojstvo. Rojen sem bil v Slovenj Gradcu leta 1945, otroštvo sem preživel na Prevaljah, šolal sem se v Mariboru na poklicni kovinarski šoli, kasneje sem študiral v Ljubljani in sem absolviral leta 1968 na Višji šoli za socialne delavce. Ko sem se leta 1970 preselil v Slovenj Gradec, sem začel delovati v Koroški galeriji likovnih umetnosti ali po starem umetnostnem paviljonu in kasneje tudi kar dolga leta v, se pravi, občinski kulturni skupnosti, da ne omenjam še nekaj vmesno obdobje na Koroškem radiju. Leta 1988 pa sem odprl zasebno galerijo in tudi se ukvarjal z založništvom. Vse do leta 2008, ko sem se upokojil. Takoj po upokojitvi sem bil že član stranke Desus in v tej stranki delujem še danes. Moram reči, da je ta stranka, ki me je zelo okupirala predvsem za tiste dejavnosti in dela, ki so vezana na veliko število upokojencev, na veliko število, se pravi, ljudi, ki potrebujejo neko pomoč, in to se mi zdi, da sem kar v redu upravljal, se za njimi soočal in srečeval. Ob tej priložnosti lahko samo to še rečem, da sem bil kar nekaj mandatov član občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, da sem bil kratko dobo podžupan, da sem bil mestni župan in moram reči, da vse te izkušnje so me tudi nekako pripravile do tega, da sem se odločil ob tej priložnosti kandidirati za poslanca. Če bi majčken programsko se dotaknil nekih stališč, nekih obljub, ne takšnih, ko nam zdaj marsikateri občan občita, da veliko obljubljamo, ampak vseh tistih, ki bi za upokojence nekaj pomembne. Prva taka reč bi bila, da bi ustanovili urad za upokojence v Republiki Sloveniji, da bi določenim, se pravi, upokojencem vrnili odvzeti regres, da se pokojnine ne bi zamrzovale, da bi se v nekih boljšem obdobju tudi gospodarske rasti, da bi se potem tudi usklajevale z inflacijo vsaj enkrat ali dvakrat letno. To so take reči bolj globalne, strateškega pomena. Rad bi se pa vrnil na Koroško in sicer v našo Mislinjsko dolino, kjer pa poleg ostalih, ki veliko razgrabljajo o cestnih povezavah, o stanju na tem področju, moram reči, da imamo res veliko priložnost, da v naslednjem mandatu pridemo enkrat do začetka te izgradnje tretje razvojne osi, ki bo veliko vplivala na razvoj gospodarstva, na razvoj turizma in na razvoj vseh drugih, se pravi, stikov, za katere smo zdaj prikrajšani. To bi bilo v tem smislu in pa mogoče še samo eno temeljito usmeritev na področju turizma, da bi vendarle v Slovenj Gradcu izgradili, se pravi, termalno zdravilišče v Mislinjski Dobravi, da bi začeli postopno, se pravi, uvajati tudi zdravstveni turizem, da bi pa še vedno vztrajali na športnem turizmu, ki je prav v teh dneh v naši občini, v našem mestu zelo živahno, in če pogledamo okrog sebe, vidimo, da je veliko športnih ekip iz tujine na pripravah, da so tudi različna mednarodna tekmovanja v Slovenj Gradcu uveljavljena in to je en velik, se pravi, ena velika spodbuda, da bi na teh programih tudi vztrajali v prihodnje.